mi živimo zdaj v neke vrste krizi. Ne moramo reči, da je vse normalno. Imamo vojno na svojem pragu, imamo rekordne cene energentov, in se mi zdi, da bi se država morala obnašati bolj previdno, zakaj namenja denar. Pirati bi zahtevali, da se razkrije čisto vse elemente javnih pogodb. Torej, zdaj smo naleteli na velikih nivojih na to, da je en del smatran za poslovno skrivnost. Torej, če se naroča in plačuje z javnimi sredstvi, poslovna skrivnost ne sme obstajati. Gospod župan in njegova občina v Ljubljani, oni so največji nepremičninski špekulanti v tej državi. Njim ni v interesu, da cena pade. Veliko primerov, kjer imamo naprimer svetnike občinske, kjer KPK ugotovi navzkrižje interesov, naprimer, da sedijo na 2 stolčkih, ki ne bi smeli sedeti, ali pa da glasujejo sami zase, torej za svojo lastno korist, ko je neko glasovanje na občinskem svetu. In potem gledamo, kakšne so globe za ta navzkrižje interesov, 400 evrov, 600 evrov, torej smešno nizke. To spodbuja korupcijo. To je za podjetnika smrt, torej ta nestabilnost. In jedrske elektrarne so zelo pomembne za to, da stabilizirajo ceno na trgu, torej da dobimo redno ceno, da dobimo elektriko po enakih pogojih. Robert Golob je bivši direktor GEN-I-ja, torej firme, ki je zelo veliko stavila na to, da se ta borza spremeni v zelo nestabilno. Torej, to, da se na borzi trguje z elektriko po različnih tarifah skozi celoten dan, to je seveda voda na mlin teh trgovcev. Da se človeka pričakalo na Brniku, da je to kar potem izbilo v medije, da je policija bila zelo proaktivna pri komunikaciji, da nismo ga aretirali v povezavi s predsednikom vlade, aretirali smo ga zaradi nekih drugih obtožb in podobno. In tu malo daje elemente tega nekega javnega procesa oziroma lova na čarovnice. Dragi gledalci, danes je moj gost Jasmin Feratović iz stranke Pirati. Pozdravljen, Jasmin, hvala, ker ste se odzvali mojem vabilu. Sem vesel, da ste prišli, ker ste imeli zdaj en nastop na televiziji, sem videl, ste bili kar zelo suvereni in sem prepričan, da bova imela dober in zanimiv pogovor. Ja, pozdravljeni, torej hvala za vabilo, se z veseljem odzovem, nimam težav priti super, hvala. Pred ljudi. Ja. Dajte bi najprej da malo vas poznajo gledalci, vi ste z Ljubljane, če malo poveste, kaj ste po poklicu. Ja, torej jaz sem zdaj zadnje 4 leta sem v mestnem svetu v Ljubljani, potem sem nekako najbolj prepoznaven postal po mojih kritikah ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Sicer sem pa po poklicu računovodja, oziroma sem po izobrazbi diplomiran ekonomist. Torej se ukvarjam z računovodstvom, predvsem za manjša podjetja in za gostinske obrate. Imate svoje podjetje, če vas prav razumem? Ja. Kako je odraščanje potekalo, kakšen ste bili kot otrok? Če je kaj takega zanimivega zapovedati, kako vam je šla šola, ste ga kdaj kaj ušpičali? Jaz bi rekel, da sem se vedno trudil nekako dosegati dobre ocene in podobno, ampak nisem pa bil nikoli tista neka pifarska muha oziroma nek mol, ampak sem nekako po lastni pameti, intuiciji se nekako po najboljših možnostih trudil. Tako da sem potem nekako dosegel postopoma, kako bi temu rekel, neko rast, neko napredovanje. Sicer moje otroštvo zaznamuje predvsem skromnost. Prihajam iz povsem navadne delavske družine. Oče še 2 leti ima do upokojitve, je celo življenje delal v livarni.
Mama je pa torej gospodinja bila doma in ja, imam neke navadne, skromne začetke, ne prihajamo iz neke premožne družine oziroma neke preteklosti. Poleg sestre sva pač na koncu oba diplomirala, no, ampak za moje okolje, iz katerega jaz prihajam, je tudi že sama diploma smatrana kot dosežek. No. A mislite okolje zato, ker pač starša verjetno niste izobraženi, ali zakaj ste to mislili, okolje? Ja, torej mi živimo pač v enem takem odmaknjenem delu Ljubljane, taka bolj vas, kjer so pač delavci, tudi večinoma iz bivše Jugoslavije, no, se pravi gradbinci, vodovodarji, keramičari, torej ljudje teh profesij, in oni so nam tudi vedno govorili otrokom, ne morate dokončati faks, morate biti boljši od nas. Ne. In jaz sem nekako odraščal s to mentaliteto, torej da nekako se ženem naprej. Kaj pa kakšne hobije imate? Zdaj, trenutno sem precej zaseden, torej na eni strani politika, na drugi strani osebna kariera. Rad se sprehajam, oziroma pohodništvo je neka taka moja strast, občasna. Nimam sicer na voljo dovolj časa, ampak predvsem nekako sem rad v naravi in se na tak način tudi potem sproščam od vsega tega stresa. Super. Kaj so pa za vas največje vrednote? Zame je največja vrednota neka poštenost pa iskrenost človeka. Torej, to najbolj cenim, da je človek torej tak, da ne skriva stvari, ampak direktno pove in da na nek način ti je jasno takoj, s kom imaš opravka. Torej, nekako ne bom rekel sovražim, ampak ne maram teh nekih skrivalnic, teh nekih zakulisnih dogovorov, tega nekega zahrbtništva in podobno. Torej, tudi potem bi rekel, da me to zaznamovalo že od samega začetka, ko sem začel delovati v politiki kot mestni svetnik, ker me je takoj odbil od, bi rekel, ostalih politikov, da se mi enostavno ne odgovarja delovati v nekih takih sistemih. No. Tako da, ja, bi rekel, no, ta neka iskrenost. No. Te vrednote so vam starši dali, ali mislite, da ste jih sami dobili? Ali kako? Jaz bi rekel, da je kombinacija tako na eni strani mojih staršev kot ostalih ljudi v mojem otroštvu in poznem otroštvu. No. Kako da ste se odločili, da greste v politiko? Ja, torej to je nekako prišlo postopoma. Torej, jaz sem bil najprej sekretar v stranki, sem pomagal urejati to osnovno birokracijo, organizirati teren, torej nek zakulisni delavec, ampak so mi potem kolegi v stranki čedalje bolj sugerirali, da naj se opogumim in naj stopim v ospredje. Tako da sem potem tudi kandidiral za mestni svet v Ljubljani in bil izvoljen. Sicer tudi tisti rezultat je bil zelo tesen, torej za nekaj 10 glasov smo presegli prag in je bilo to tudi neke vrste presenečenje, in potem s časoma, torej te moje izkušnje iz torej privatnega sektorja, to, da se pač spoznam na računovodstvo, na osnovne izkaze, mi je tudi dalo neko znanje, da lahko recimo raziskujem po občinskih dokumentih, da jih bolje razumem, ker se mi zdi, recimo, da moji kolegi v mestnem svetu včasih niti ne vedo, o čem se glasuje. Naprimer. Če naprimer glasujemo o proračunu, se mi zdi, da je to za večino samo nek ogromen dokument,
na občini seveda vedo, kako so ga pripravili, tam imajo svoje strokovnjake, ne, ampak mi, ki bi pa morali nadzorovati delovanje teh institucij, ne, pa se mi zdi, da veliko ljudi tega ne razume. No, in se mi zdi, da je to bila neka moja prednost, da sem lahko opozarjal, naprimer pri določenih podražitvah nekih projektov v Ljubljani, seveda je bilo zelo jasno, ne, kdaj je kje kakšna podražitev neupravičena. Ne. No, vi ste znani tudi po tem, da ste pač nekaj, ali ste na sodišče ali kam vložili proti podražitvi parkirnin, če sem vam prav spomnil. Vozovnic za javnega potniškega prometa. In ste to tudi zmagali, ne? Ja, torej mi smo vložili tožbo zoper sklep Zorana Jankovića, ki nam je poskušal preprečiti referendumsko pobudo v Ljubljani. Zdaj, najprej, zakaj sploh torej boj glede teh vozovnic? Preprosto se nam ne zdi fair, da se nekaj draži, če na drugi strani ni boljše storitve. Torej, samo podražiti avtobuse, medtem ko so ti popolnoma nefunkcionalni, medtem ko pada frekventnost linij, avtobusi so pač povsem neorganizirani in tudi te sheme so zelo zastarele. To, da se od enkrat kar držijo avtobusi, ne, na drugi strani pa pač uporabnik nima boljše izkušnje, to se je nam zdelo povsem nesprejemljivo. Ne. In smo se odločili enostavno, da poskusimo z enostavno pobudo. Začeli smo zbirati podpise na terenu, smo zelo hitro zbrali tisto kvoto, ki je potrebna, smo jo vložili na župana, ki bi ta moral po statutu občine razglasiti torej občinski referendum. Ampak se je odločil, da z nekim takim zelo podlim manevrom poskuša našo pobudo zatreti. In mi smo na sodišču zmagali, torej predvsem proti tej njegovi potezi. Ne. Zdaj postopki še naprej tečejo, ker je župan se odločil, da bo sodišče ignoriral. Ne. Torej, tle se moramo zavedati, da ljubljanski župan se seveda počuti, kot da je nad zakoni in tudi nad sodišči in tudi pogosto tako komunicira in se obnaša. In tudi v tem primeru 50-stranska sodba, ki jo je prejel, vsem tem, kar je on naredil narobe v tem postopku, je rekel, da njemu sodišče ni nič reklo, ne, in da bo on potem naprej po svojih odvetnikih to urejal, da se poskuša to sodbo ali razveljaviti. Ampak smo se mi potem odločili, da izkoristimo še eno pravno sredstvo in smo tudi dali pobudo na ustavno sodišče, da enostavno to podražitev razveljavi. Torej, prepričani smo, da tudi s to ignoranco župana so bili izpolnjeni vsi pogoji, zato da se dejansko ta pravni akt razveljavi. Torej, imamo pravno prakso, ki govori o tem, in te vozovnice smo prepričani in mi in naši odvetniki, da je torej tu potrebno to podražitev enostavno razveljaviti. Pa mislite, da ni to povsod praksa pri vseh stvareh, občinskih in državnih? Jaz se spomnim, 15 let nazaj me je zelo razjezel, ko se je kar iz enega meseca na drug mesec račun za komunalo podražil. Ja, jaz imam zdaj v spominu, ne morem čistočno reči, ampak občutno se je podražil. Ne? In sem potem to na Facebooku napisal, kako se lahko za 30% ali kolikor je bilo podraži. No in je to župan videl takrat in ga je kar malo osebno bil užaljen in mi je pol še osebno pisal, da naj pogledam, koliko je pa liter pa pol vode v Mercatorju, ker to sploh ni primerjava. Ampak jaz mislim, da vsi te županje to samo dražijo, da imajo čim več za razdeliti. Se vse draži. Če mene vprašate, so tudi tale komunalni prispevek, ki ga moraš plačati. Rečemo, to je tudi pretirano, če mene vprašaš, popravijo nekem mladem, bi neki rad kaj omogočil dal. Kako se ga že to ustavke tako drago v končni fazi? Ne? Tako da, prvo vprašanje, če mislite, da je pri vseh stvareh tako, drugo me pa zanima, ker ste vi to uspeli, a mislite, da se da še kje uspeti? Ne vem. Če bi pri nas komunalo podražala, se da na sodišče, da pa
da zbijamo to? Ja, torej naš primer je zelo zanimiv, ker je župan v resnici vztrajal, da se o podražitvah teh osnovnih storitev ne sme razpisovati referenduma. Torej, on je nekako to interpretiral in tudi vsi ostali župani interpretirajo, da se na lokalnem nivoju, da ne bi tu veljali enaki zakoni oziroma pravila kot za nacionalni nivo, ko vemo, da o proračunu recimo državnem se ne sme se ga dajati na referendum, o davkih ne smemo imeti referendumov in o drugih finančnih vprašanjih. In tu bo tudi na ustavnem sodišču, to, kar smo mi vložili, bo to tudi zanimiva sodba, če dejansko ugotovimo, da temu ni tako. Torej, da že desetletja v resnici narobe interpretiramo zakonodajo in da je povsem dopustno, da se o določenih tipih podražitev tudi odloča na referendumu. Torej, da se občani sami rečejo, ali se strinjajo, da se prerasporedijo določena sredstva. Ker tu to recimo evropsko fiskalno pravilo velja na nacionalnem nivoju in jaz sem tudi prepričan, da so te omejitve samo za nacionalni nivo in da je povsem fair, da se občani odločajo sami, ali je prav recimo, da se občinska sredstva namenja naprimer za prenove, ne vem, fontan, trgov, rondojev, ali pa je bolje določen del recimo v kakšnih trenutkih, zdaj naprimer imamo zelo visoko inflacijo, vse se praktično draži, energenti so šli gor, in zdaj občine v tem trenutku dobijo tudi zaradi tega, ker seveda država pobere več DDV-ja, če je vse dražje, in tudi občine potem njihovi proračuni zdaj rastejo v zadnjih letih. In zakaj je potem treba dražiti tudi osnovne storitve? Če ima občina več denarja, zakaj občina delež bremena ne prenese nase? Ampak naše občine so se odločile, da bodo ta trenutek pač izkoristile za to, da speljajo svoje določene investicije, torej neke projekte. Zdaj jaz kot mestni svetnik v Ljubljani sem zelo kritičen, naprimer, do vseh teh stadionov, ki se jih gradi. Zdaj seveda mislim, da vsi vemo, kakšna korupcija in problemi so bili pri Stožicah, ampak Stožice še danes niso končane, medtem ko mesto že gradi nove športne objekte, še en stadion se prenavlja za 130 milijonov evrov, to je Žak, potem kopališče Ilirija, 62 milijonov pa pol za en pokrit olimpijski bazen, torej to je nekajkrat višja cifra kot za nek navaden olimpijski bazen nekje v tujini, ampak to je zdaj bila želja, da se spele te investicije v tem trenutku, ampak ko govorimo o 120 milijonih, 50 milijonih, to, če vam sprevedem v druge številke, naprimer, to je lahko brezplačen javni prevoz, naprimer za 50 milijonov na leto, ali pa subvencionirani vrtci, da ni treba toliko plačevati za vrtce. Tudi osnovne storitve, ker so komunala, ogrevanje in podobno, recimo bi občine lahko sprejele ukrepe, da se del tega subvencionira, zdaj v teh kritičnih trenutkih, se pravi, ko je ljudem najtežje, ko grejo cene gor, ko vemo, da za 50 evrov več v trgovini ne dobimo ničesar. Zdaj v teh trenutkih bi tudi občine morale prispevati svoj delež. Če so se njim povečali prihodki, zakaj ne pomagajo ljudem. To je moja osnovna kritika in se mi zdi, da naša tožba oziroma ti sodni postopki, ki trajajo, bojo zelo pomembni za naprej. Torej, na kakšnem nivoju mi upravljamo z sredstvi na lokalnem nivoju. Zakaj mislite, da se to gradi? A je to v Ljubljani potrebno, vse te stadioni, olimpijski bazeni, ali to ne vem, vprašam? Veliko je enega prestiža. Jaz sicer menim, da je tukaj ogromno tudi neke korupcije in tudi nekega interesa, da se gradbenim lobijem da neka sredstva. Torej, v tej državi je ogromno medijev pod nadzorom gradbincev, naprimer časopis Delo si lasti Kolektor, ki je ena izmed največjih gradbenih firm. Pa
tudi kar nekaj drugih medijev, naprimer, je v lasti teh gradbincev, ki živijo v nekem sobivanju s politiko, ta jim daje določene gradbene razpise, oni pa nekje drugje vračajo svoje usluge. In jaz mislim, da je veliko interesa v določeni infrastrukturi, ne, in to nas navadne ljudi najbolj prizadene. Ne. Gradi se nekaj, kar ne potrebujemo, gradi se občutno predrago, medtem ko neke osnovne stvari pa razpadajo. Ceste so polne lukenj, vrtci, šole zastarele, imamo ogromno šol, kjer omet odpada, pa je nevarno, ne, pa se ne more te šole sanirati, ne, je pa denar za novi stadion, pa za nov plavalni center. No. Mislim, to mene zelo prizadene in me tudi jezi, da se na tak način troši javni denar. Pa še malo sem nazaj. Kako da ste se odločili za stranko Pirati? Ja, jaz sem prepričan, da smo Pirati stranka, ki je sposobna napisati neko novo pot v slovenski politiki. Torej, če gledamo, kaj imamo od trenutnega nabora, ali imamo stranko SDS in njene satelite na nek način, ali pa na drugi strani torej neke reinterpretacije nekdanje LDS, torej od Janeza Drnovška. Torej vedno je to neko iskanje, te neke kombinacije in teh recikliranje kadrov. Ne. Imamo tudi poslance, naprimer, ki so bili poslanci že v preteklosti, v času Janeza Drnovška, ki se jih danes še vedno reciklira. Ne. In jaz vidim slovensko politiko, da je razbita na ta dva bloka in da so skoraj vse stranke ali na eni ali na drugi strani. In jaz sem videl Pirate, ko še nisem bil del Piratov, kot edino stranko, ki je nekako ponudila neko iskreno alternativo tema dvema blokoma. Ne. Pa glede na to, se niste čisto nova stranka, pa imate po vseh teh volilnih okrajih svoje predstavnike in tako naprej. Ja. Torej, kandidiramo v vseh 88 volilnih okrajih, v vseh volilnih enotah in imamo torej, predstavnike tudi razvejano po celotni državi. In tudi se pripravljamo intenzivno, na nek način delamo dvojno kampanjo, torej tudi pripravljamo se na prihajajoče lokalne volitve, kjer pričakujemo, da bomo tudi osvojili veliko več svetniških pozicij, ne, in si na tak način torej postopoma tudi gradimo mrežo, ki bo res trdna in bo držala potem še dolgo časa. Pa imate dobre kandidate, ker dobro vas, kakor sem vas tam na televiziji videl, ne dvomim v vaše sposobnosti, pa da ste zelo pametna oseba, ampak dostikrat se pri strankah zatakne, potem nimajo pravih ljudi vse okoli in pride v parlament tudi kakšni zelo hecni. Ne? Ja, torej mi dejansko kot stranka obstajamo in postopoma gradimo sami sebe že več kot 12 let. In dejansko imamo kar precej kadra in tudi kar precej sposobnih ljudi, ki si želijo sprememb. In mislim, da tudi jaz sem zdaj že 5. predsednik Piratske stranke. Zdaj tudi recimo imamo bivše predsednike, ki so šli potem naprimer v gospodarstvo, ki so se nekako vrnili oziroma na nek način upokojili iz politike, tako bom rekel, ampak ta neka mreža širša, ta skupnost, ki smo jo zgradili, ima kar nekaj ljudi in v ključnih trenutkih so na voljo in so tu za nas. No. Tako da še daleč od tega, da bi recimo nas bilo malo, pa da bi rabili zdaj nekoga skrbeti, da nimamo dovolj kadra. Se mi zdi, da je sposobnih ljudi z neko iskreno željo nekaj spremeniti v tej državi, jih imamo več kot dovolj. Zdaj, piratska stranka obstaja tudi po drugih državah, je to tudi neka mreža, ste vi del te organizacije? Ja, torej mi smo del Evropske piratske stranke,
Ta stranka ima trenutno izvoljene poslance na Češkem, pa v Luksemburgu in na Islandiji. Sicer Islandija še ni del Evropske unije, medtem ko torej Luksemburg, tam sta 2 poslanca, ampak tam je zelo majhen parlament, torej to je 10% glasov dejansko, ampak rezultira samo v 2 poslancih. Medtem ko na Češkem so pa tudi osvojili približno 10% in tam je pa, mislim, da jih je okrog 20 poslancev. Češki parlament ima okrog 200 poslancev vse skupaj. Tako da ja, Pirati so najbolj uspešni na Češkem, so se dokazali tudi v Nemčiji, ampak tam pa predvsem na evropskem nivoju. Torej, na evropskem nivoju v Nemčiji je torej prag za dobiti evropskega poslanca relativno nizek, ker jih imajo več kot 80 in je pač potem tudi stranke, recimo, ki imajo okrog 2% podpore, lahko dobijo tudi enega ali celo več evroposlancev. Pred časom sta pa bila izvoljena v Evropski parlament tudi 2 švedska evroposlanca. In sta tudi kar pustila učinek na evropskem nivoju. Zakaj pa se zavzemate, mislim, kot vaša piratska stranka in verjetno tudi vse te evropske, imate približno podoben pogled na zadeve? Ja, torej temelji piratskih strank sodijo na Švedsko leta 2006, če se spomnite Pirate Baya, torej tiste strani za downloadanje torrentov. Takrat je policija, specialci so pač aretirali ustanovitelje, jim zasegli serverje in takrat je iz teh protestov, ki so takrat nastali zaradi teh aretacij, je nastalo piratsko gibanje, ki se je potem sčasoma pretvorilo v organizirane stranke. Torej, tam so naši začetki. In potem je sicer vsaka stranka v svoji državi naredila neko variacijo piratske politike, ampak skupaj nas pa druži boj za transparentnost in boj proti tem torej velikim digitalnim korporacijam. Torej, predvsem vidimo v zadnjih letih, recimo, kaj se dogaja z Googlom, z Appleom, vsemi temi Microsoft, Zuckerberg od Mete, vidimo, kaj ti giganti tehnološki, kakšna sredstva imajo in da so dejansko zmožni vplivati na politike in na to, kam gre celotna družba. In to mi smo že takrat bili zelo kritični, v katero smer vse skupaj gre, torej od 2006 naprej. In vsa naša opozorila so se dejansko realizirala, torej v teh desetletjih. Torej, dejansko smo dobili tako moč, tako koncentracijo kapitala na področju torej te digitalne sfere. Internet vpliva na naša življenja izmerno in tudi potem za naprej z razvojem umetne inteligence, z vsemi temi investicijami, recimo v ta tako imenovani AI bubble, torej v sredstva za razvoj umetne inteligence, v prodajanje vseh teh orodij, zdaj nam poskušajo na delovnih mestih to usiliti, da bi jakno uporabljali vse te rešitve in se nekako ustvarja market za vse to. In torej imamo res ogromno koncentracijo moči in to je zelo problematično. Zakaj je to problematično? Ja, torej monopol ni nikoli dober. Torej, trg, če hoče funkcionirati, mora delovati tako, da imamo večje število ponudnikov, da je neka konkurenca. Ampak te korporacije so izločale konkurenco. Torej, Microsoft, na primer, je v 90-ih kupoval vse, ki so kazali znake, da bi jim znali predstavljati konkurenco. Oni so, ali pa če se ni dalo kupiti, so nasprotnika uničili. In so potem si nakopali monopol in zdaj, ko imajo na neki točki monopol, jih popolnoma ne zanima nič v zvezi z njihovo kakovostjo uporabniške storitve, ne zanima jih nadgradnja njihovih produktov, dejansko pač živijo na
temu uspehu iz 90-ih, ko jim se je uspelo zagrebsti za skoraj polni delež trga operacijskih sistemov. Ne. In seveda to je slabo tudi iz vidika seveda nas uporabnikov teh storitev, ampak tudi iz vidika družbe, ne, ker imamo potem na eni strani te multinacionalke, ki imajo res ogromno denarja in potem vidimo, da naprimer v Bruslju lobirajo za spremembe zakonodaje, ne, torej da se prilagaja zakone, tako da oni potem lažje poslujejo. Pa naprimer to, da ne plačujejo davkov torej enako po državah v Evropski uniji, ampak da se vsi skoncentrirajo na Irsko, kjer so si izborili tako zelo ugodno davčno stopnjo in potem iz Irske operirajo v vseh drugih državah in naprimer Facebook Slovenija imajo sicer tu podružnico, trdijo, da prijavljajo davke, ampak ko vidimo minimalen delež res storitev, ki jih opravijo tu dejansko prijavijo, večino prenesejo na Irsko in recimo Evropska unija izgubi več kot 100 milijonov na leto davčnih prihodkov, ne, 100 milijard, več kot 100 milijard na leto. 100 milijonov malo, ko ste prej kopališče rekli, je že neka taka cena. Se upravičujem, približno 100 milijard evrov na leto, torej davčnih prilivov, zato ker so si te korporacije izborile svoje ugodnosti. Ne? Ampak recimo nekomu, ki bi želel razviti svojo protistoritev, nima enakega izhodišča. Ne. Torej, ti vstopiš na trg že takrat, ko so se te tehnologije razvijale, ne, seveda ni bilo enakopravno, torej so si dejansko te korporacije izborile nepošteno prednost, ne, so uničili konkurenco in zdaj tudi vidimo, naprimer na področju AI se tudi nekako izrisuje podoben vzorec, ne, torej da imamo te res velike korporacije, ki se trudijo izriniti ostale, ne stavimo pa recimo, da bi razvijali manjše modele in da bi imeli neko diverzifikacijo, ne, ker na koncu, če imamo več ponudnikov, če imamo neko konkurenco, potem tudi se storitev izboljšuje, torej dobijamo nekaj boljšega. Ne. In ja, monopol mi ga vidimo kot škodljivega. A mislite, da potem Američani TikToku zato toliko nagajajo, ker je kitajski? Absolutno jim ne ustreza, da je še kdo drug, ki si pač lasti neko uspešno socialno omrežje, ne, in jih pač skrbi, kako pa zdaj Kitajci štimajo ta algoritem, ne, oni imajo pač nek svoj algoritem, ampak je pač seveda hinavsko strani Američanov, ne, reči, da pač ja, kitajski je problematičen, a njihov pa ni. Ja. To je res, ja. Grejo zdaj pa na korupcijo. Kako bi se v vaši stranki borili proti korupciji, če pridete v parlament? Ja, torej, Pirati bi zahtevali, da se razkrije čisto vse elemente javnih pogodb. Torej, zdaj smo naleteli na velikih nivojih na to, da je en del smatran za poslovno skrivnost. Torej, če se naroča in plačuje z javnimi sredstvi, poslovna skrivnost ne sme obstajati. To je prvi pogoj, zato ker ko se nek projekt podraži, ne, ko rečejo, ja, to je pa zdaj šlo gor za 20 milijonov, hočemo vedeti zakaj. Torej, transparentnost, da se razkrije pogodbe, da se razkrije vse podrobne elemente pogodb, da javnost ve, kam gre njihov denar. Torej, to je prva stvar, za katero se želimo zavzeti. Potem pa naprej je treba graditi na KPK-ju, torej trenutno je to nek brezzobi tiger, vsake toliko napišejo neko odločbo, pa malo grejo v medije s tem, pa malo poskušajo potem ustvariti pritisk, potem novinari sami te njihove odločitve peljejo naprej oziroma zahtevajo odgovornost od politikov, ampak vidimo, da iz leta v leto je ta formula več ne deluje. Ne. Torej, dejansko moramo spremeniti KPK, da bo lahko tudi izvedel resne preiskave, torej, da bo to preiskovalni organ, ne. Torej, da bo to organ, ki bo dejansko potrkal nekomu na vrata, zasegel dokumente, jih odpeljal in potem tega posameznika tudi preganjal in ga oglobil. Ne.
Vidimo tudi na lokalnem nivoju veliko primerov, kjer imamo naprimer svetnike občinske, kjer KPK ugotovi navzkrižje interesov, naprimer, da sedijo na dveh stolčkih, ki ne bi smeli sedeti, ali pa da glasujejo sami zase, torej za svojo lastno korist, ko je neko glasovanje na občinskem svetu. In potem gledamo, kakšne so globe za ta navzkrižje interesov, 400 evrov, 600 evrov, torej smešno nizke. To spodbuja korupcijo. Torej, da imamo take nizke kazni za koruptivna ravnanja, to je popolnoma nesprejemljivo in Pirati bi se tudi zavzeli za to, da se te globe konkretno zvišajo. Torej, da je primerljivo s tem, se pravi, če si ti naredil škodo, moraš sorazmerno s to škodo tudi plačati. Bi se strinjal tudi s tem, da bi bilo rečemo za politike, ki so pač v službi državljanov, da za njih še neke hujše kazni veljajo, kakor za nekoga, ki ni v politiki? Absolutno, seveda, se pravi, slediti je treba temu načelu, da višja, ko je odgovornost, višji so standardi, s katerimi gledamo tega posameznika. Torej, to, da je nekdo, ki recimo nekje ukradel, pa se ga pač preganja, procesira, super, tam recimo pravna država recimo pokaže, da zna delovati, da zna loviti male kriminalce, potem pa, ko prijemo na ta državni nivo, pa vidimo, da tu pa pravna država velikokrat odpove. In recimo zdaj, če se vrnem na lokalni nivo, ko pogledamo primere Zorana Jankovića, on je nabral res celo serijo sodnih preiskav zadev na sodiščih, in vedno na koncu se nekako opere obtožb na nekih tehnikalijah, na nekih uničenih dokaznih gradivih in podobno, ali pa na zastaranju. In tudi on ni seveda edini, imamo tudi še marsikoga drugega, ki je stavi vedno na to, torej ali na zastaranje, ali pa na to, da je enostavno našemu pravosodju pretežko preganjati nek kompleksen kriminal. In to je absolutno treba graditi tudi na tem, da izboljšamo kakovost sodstva. Torej, da dejansko takrat v teh res ekstremnih primerih, ko imamo človeka, ki je ustvaril korupcijo za več 100 milijonov evrov, neko koruptivno tveganje, seveda ga je treba preiskati, treba mu je zaseči dokazno gradivo, treba se tega res ostreje lotevati. Se mi zdi, da smo mi nekako ustvarili en tak sistem, kjer se pravi, male lopove se še da poloviti, velikih pa ne. Kako bi pa komentirali to, kar se je zgodilo včeraj, ko so zaprli tega Aleksandra Repiča, influencerja, ki ima preko 100.000 sledilcev. Bi rekel, tukaj so bili zelo ažurni, zelo hitri, ki pri nekaterih zadevah pa niso. In on je tudi rekel, da ima neke vire in da je, ne vem, da so se ga lotili, da je z vrha prišel. Kako bi to komentirali? Ja, sam sicer ne poznam podrobno njegovega primera, niti ga ne poznam osebno, niti ne spremljam dejansko tega dogajanja med njim in Svobodo. Mi imamo svojo lastno kampanjo, težave, ki jih imajo druge stranke na socialnih omrežjih, nas ne zanimajo, ampak kar se mi je zdelo zanimivo, je to, da je šlo za neke vrste javno aretacijo. Torej, da se je človeka pričakalo na Brniku, da je to kar potem izbilo v medije, da je policija bila zelo proaktivna pri komunikaciji, da nismo ga aretirali v povezavi s predsednikom vlade, aretirali smo ga zaradi nekih drugih obtožb in podobno. In tu malo daje elemente tega nekega javnega procesa oziroma lova na čarovnice. Se pravi, čisto možno je, da so te obtožbe utemeljene ali pa povsem neutemeljene. Jaz nisem sodnik ali pa policaj, ampak to se mi pa zdi problematično, torej ta neka javnost te aretacije. In moramo tudi vedeti, da če je spor med
dvema profiloma, torej med profilom vladne stranke in med nekim navadnim državljanom. In je torej si na nek način ta vladna stran pridobila malo prednosti. Ne? Se pravi, njega se zdaj poskuša diskreditirati, da njegove kritike na račun svobode niso utemeljene oziroma da niso veliko vredne, ker je on pač neka slaba oseba. Ne? Zdaj sem potem šel malo brati, kaj točno je jabolko spora, ampak se pravi, ne morem tukaj veliko pokomentirati. Nisem mislil, da bi glih primer komentiral, ampak meni je samo čudno, da so za njega si tukaj za hiter vzeli čas, priletel na letališče, mislim, ne vem, če je za vse primere policija tako ažurna, pa tako hitra, pa tako naprej. Ja, jaz mislim, da ni. Jaz bi si drznil reči, da ni. Imamo zelo veliko primerov, kjer vidimo, da torej, sodstvo in policija delujeta zelo, zelo, zelo počasi, zelo previdno. Ne? Tudi, naprimer, ko govorimo recimo, ta zadnji zakon recimo, o rubljenju socialne pomoči recimo, za prekrškarje, da sem se pogovarjal z ljudmi, ki so bili rubljeni zdaj v tem zadnjem obdobju in je seveda marsikdo potem ostal brez socialne pomoči na podlagi nekih manjših prekrškov iz preteklih let. Ne? Ampak na drugi strani pa imamo recimo določene sinove znanih politikov, ki so davčni dolžniki, ogromni davčni dolžniki, 10-20 milijonov in več, ki mirno živijo v luksuzu naprej. Ne? In torej ta država ima v resnici dva sistema, torej enega za navadnega človeka in enega za torej, tiste privilegirane, tiste z močjo, tiste, ki si lahko privoščijo torej, izigravanje pravne države in izigravanje teh njenih temeljnih načel. No, Aleksandar Repić je rekel tudi, da se boji, da mu bo zdaj kaj naredili, kaj potaknili, mu kaj nagajali. Pa me zanima tudi vi, glede na to, da ste pač kritični do Zorana Jankovića, tam v tisti vdaji Tarča ste bili, ne? A se vi kaj bojite mogoče, da se vam kaj zgodi? Ne nujno, da vas nekje dobijo pa pretepejo, saj se vas lahko tudi kako drugače lotijo, ne? Dejansko bom rekel ne. Ne. Se mi zdi, da noben tu, jaz nisem tak, da bi niti prenašal to vrstnih groženj. Če pridejo do mene, dam to takoj naprej, prijavim in se mene dotakne. Meni se zdi, da človeku, ki mu probajo groziti najprej zato, da odneha. Zato, da da mir. Ampak jaz nisem tak. In tudi zelo jasno to povem, da ne bom utihnil, pa lahko probate groziti, pa ne vem kaj, ampak se tudi sam ne počutim, kaj pa mi bojo, ne, v tem smislu. No, na kakšne bližnje se spravijo, ne? Ne, jaz mislim, da to ne boli ponavadi. Moja družina je, se mi zdi, na varnem in tudi ne razkrivam sicer na veliko in podobno, živim pač tudi skromno življenje. Mislim, kaj se bo spravil na moje starše. Mislim, moji starši so dali že marsikaj v življenju čez, ne, in to, da jim nek pajac kravatarski neki grozi, mislim, da se bosta malo stara temu kvečemu smejala. Aha, no, jaz sem bolj otrok nimate, ker sem bolj otroke celal, ker to je pa... To je pa velika bolečina. Ne? Ja, torej, otrok še nimam. Zdaj, ta korupcija, rečemo, tudi v zdravstvu je zelo velika. A mislite, da je to sploh možno izkoreniniti sigurno? A je možno zmanjšati? Tudi, rečemo, ne vem, vsi vemo, da je korupcija, ne?
Pa tudi, ko pride neki nov zdravstveni minister, bi od njega se pričakoval, da bo se tisto prvič, ki je na televiziji rekel, bom pa delal na korupciji, da se jo zmanjšamo. Pa tudi to ni slišati. Torej, glede zdravstva, tam je problem res izjemen. To mislim, da vsi že vidimo, čutimo, ta sistem gre v neko smer kaotično, ki se ne bo dobro končala. No. To se mi zdi zdaj v tem trenutku, kar je bilo narejene škode, tudi po to vlado, prejšnjo, še prejšnjo, gremo v smer neke namerne privatizacije zdravstva. Ne. Torej, tukaj bi predvsem to izpostavil. Pogosto se kregamo glede zdravstva, da se ga privatizira, ampak se krivi predvsem posamezne zdravnike, pa recimo te dvojne prakse, podobno, ampak dejansko največji pritisk za privatizacijo izhaja iz sistema samega, torej iz javne sfere. Torej, nimamo mi zdaj tam nekih privatnikov zlobnih, ki s svojimi zasebnimi klinikami delajo konkurenco javnemu. Ne. Imamo v resnici dejansko deležnike znotraj javne zdravstvene mreže, ki si pridobivajo nepošteno prednost. Ne. Torej, naprimer, Zavarovalnica Triglav, ki je v večinski državni lasti, ne, je ustanovila privat zdravstveni center. In ta privat zdravstveni center je zdaj kupil zemljišče zraven URI Soča, torej najbolj pomembne rehabilitacijske bolnišnice v državi. In oni so tam kupili zdaj njihova privat zemljišča in tam gradijo privat bolnico. In ta privat bolnica bo seveda imela nepošteno prednost. Prvič, ker je zgrajena na lokaciji, ki je idealna za tovrstno dejavnost. Drugič zato, ker so v bližini še posebna oskrbovana stanovanja, torej za premožne, ki si bodo lahko privoščili torej, življenje tu. Ne, in dejansko smo pač dobili nek nadstandard v zdravstvu, torej nekdo, ki si bo lahko privoščil življenje na tej lokaciji, bo imel najboljše možne storitve v državi, torej za njegovo bolezen. Na drugi strani pa je javna bolnišnica izgubila ključna zemljišča, ki so nujna za njeno širitev. A to je bilo prej od URI Soče, ali kako? Ja, torej URI Soča ni bila lastnica teh zemljišč, ampak prvotno, ko je bila bolnišnica seveda dolgo časa nazaj zgrajena, so bila ta zemljišča namenjena njeni širitvi. Torej, kdo je bil pa lastnik teh zemljišč? Torej, zdaj občina Ljubljana. Aha, in občina Ljubljana je potem prodala? Občina Ljubljana je prodala, ministrstvo pa je to prodajo dopustilo oziroma ni takrat interveniralo, da se recimo, že to je kriminal, da občina sploh proda tako zemljišče, ne. Na drugi strani pa država to samo nemo spremlja, sploh ko to izvaja, kot pravim, Zavarovalnica Triglav. Torej, kapital je prišel iz države, ja. In tu jaz vidim res ogromen problem, torej, da imamo neke barone dejansko znotraj javne zdravstvene mreže, ne, ki si sistem zdaj prilagajajo po svoje, ne, in oni zdaj imajo svoje privat zavarovalnice, imajo svoje neke privat bolnice in dejansko so sistem čisto obrnili na glavo. No, kako pa bi vi, ne vem, kaj bi vi naredili, da bi ta zdravstvo v Sloveniji laufalo? Kakšni so pogledi vaše stranke pa vas? Ja, torej mi bi predvsem uvedli nadzor nad kakovostjo storitev, ker trenutno ne vemo v zdravstvu, kateri zdravniki imajo proste kapacitete, kateri pa recimo so preobremenjeni, ker se vsi izogibajo temu, da bi začeli meriti, torej in prvič kakovost storitev in drugič seveda njihovo količino, ne, in pa seveda napake. Torej, dejansko se naš zdravstveni sistem boji nekega nadzora, ne, ampak ta je nujen. Torej, mi moramo
spraviti zdravstvo pod nadzor, moramo nekako kvantificirati vse te podatke in analizirati, da dejansko vidimo, kje so luknje, kje pa so viški, in da nekako poskušamo izkoristiti vso kapaciteto našega javnega zdravstvenega sistema do polne mere. Drug problem, ki ga pa vidimo, je pa v načinu delovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje, torej naše največje zavarovalnice, ker se ta obnaša do našega zdravstva, kot da to ni ista ekipa, tako bom rekel. Torej, dejansko se obnašajo do zdravnikov, kot da so čisto vsi neki podizvajalci in da so oni samo naročniki storitev. Ampak v resnici zdravniki so zaposleni. Zdravniki so ljudje, ki delajo v zdravstveni mreži in recimo zavarovalnica določi vnaprej, koliko posegov bo financirala, in potem, ko se pač porabi ta sredstva, imamo mi zdravnika v javnem zdravstvu, ki potem do konca leta ne opravlja posegov. Čeprav je tam, čeprav je plačan, čeprav je na plači, ampak pač enostavno ne sme delati. In tu je še ogromno enih problemov, ki bi jih lahko za spremembo načina financiranja storitev v javnem zdravstvu izboljšali, torej da dejansko izkoristimo do polne mere naše zdravstvo in kapacitete, ki jih ima. Torej tam je treba začeti delati. Drug problem, ki smo ga pa opazili, je seveda tudi ta neka razdrobljenost digitalizacije, torej vsak javni zdravstveni zavod naroča neke svoje interne digitalne sisteme in to je vse nepovezano med sabo, in tukaj je tudi ogromno enih področji, ki bi se jih dalo izboljšati, torej da se nadzoruje, kako se izvaja storitve in da na nek način tudi razbremenimo zdravnike od administracije. Ker smo se pogovarjali naprimer z medicinskimi sestrami, če je na njenem računalniku 5 različnih programov, v katere mora vnašati podatke, pa da se to avtomatično ne sinhronizira. Mislim, a je človek se izobraževal tretjino svojega življenja, dal za to, da je zdaj v zdravstvu, in zdaj smo ga mi prisilili, da on tam za računalnikom se bori z nekim čudnim programom, ki mu ga je pač razvil nek dvorni dobavitelj, ki je prijatelj z direktorjem zdravstvenega zavoda. To so realni primeri, za katere sem slišal, in se mi zdi škoda, da se morajo zdravniki ukvarjati z to neko nepotrebno birokracijo. Jaz sem bil pred časom v bolnici en dan v Novem mestu in bi rekel, da vsi zelo delajo, ker preprosto so prisiljeni, ker je tak naval ljudi, in potem sem videl, te doktorji so imeli kar na hodniku mize, pa so pisali. In ko sem to malo opazil, se seveda z administracijo ukvarjajo, ko samem bolniki, tako naprej. Mislim, zelo so vsi delavni, vsi tudi zelo prijazni, čeprav doskrat tudi pacienti niso prijazni, so tečni, tako da Novo mesto, bolnica, jaz moram, kadar sem tam napišem pohvalo, ne vem sicer, če pride do kjerga, dobim včasih tudi odgovor, tako da pride, ampak res, tako da lahko sam pohvalim, ampak verjeten, da bi to na vrhu mogli nekaj bolj zorganizirati, nekako, da bi se več. Pa to, kar ste rekli, da človek je na voljo, verjeten tudi neka aparatura na voljo, ki bi lahko delali operacije, vse bi lahko delali, pa zavarovalnica ne plača. Neumno, res, neumno. Tako da, ja. Kaj pa mislite, rečemo, to, kaj ta vlada zdaj, a so šli zdravstvom v pravo smer ali niso šli, ker oni govorijo, da pač želijo, da ostane državno zdravstvo, oziroma javno zdravstvo. Ljudem je seveda to všeč, ampak mislite, da so šli ta pravo smer ali niso šli? Meni se zdi, da tako kot pri mnogih drugih področjih je tudi pri vprašanju zdravstva ta vlada veliko govorila, malo pa dejansko naredila. Torej, če gremo malo gledati, kaj so naredili na začetku mandata, torej samo napumpali so ogromno denarja, kot da bo to pač zdaj rešilo vse zadeve.
pa so potem opazili, da niti ni zares tako kakovosten ukrep, ne, da bi oni zdaj samo uspeli skrajšati kakšne čakalne vrste ali kaj podobnega. Veliko je bilo pač predvsem govora oziroma ta vojna z zdravniki, no, to se mi zdi, da so se pač lotili sindikata. Po eni strani je seveda tudi tukaj veliko enega govoričenja, no, delamo, poudarjajo javno, ne, ampak sej na koncu dneva imamo mi zelo malo, torej, kar sem prej rekel, zelo malo zdravstva je dejansko zasebnega in tam, kjer imamo te zasebne klinike, so ponovadi zasebne 100% in nimajo veze z javnim sistemom, ne. Kar je pa težava, so pa ti interesi znotraj javne zdravstvene mreže, kot sem prej navedel Zavarovalnica Triglav. Teh velikih interesov se pa vlada ni dotaknila. In se ni dotaknila, naprimer, tudi jaz sem kot mestni svetnik prvič, ko sem bil recimo vabljen nekam na soočenje, je bilo na temo zdravstvenega doma Ljubljana, ker je takrat, že takoj na začetku našega mandata, mislim, da en mesec potem, ko smo bili izvoljeni, so javnost pretresle slike več kot kilometrske kolone pred zdravstvenim domom Bežigrad, ker so pač ljudje čakali na vrsto, da se vpišejo k novi osebni zdravnici, ne. In takrat smo mi kot mestni svetniki dobili na mizo en tak šop dokumentov. In v teh dokumentih so bila taka zelo grozljiva pričevanja, kako direktorica zdravstvenega doma Ljubljana maltretira, mobingira zaposlene. Torej, ogromno, torej več kot 100 strani različnih mailov, res zelo specifične. Kakšni primeri so to bili? Rečemo, če enega tazga malo bolj Naprimer to, da je zaposlene, ki so se odločili iti ven, da imajo dovolj, ne, da jih je zmerjala s podganami. Naprimer, ne, se pravi, da so to neke podgane, ki so tu samo njej škodujejo in podobno. Torej, zelo tak grozen odnos do zaposlenih. No, predvsem to je bilo v tistih dokumentih izpostavljeno. Torej, da je marsikdo šel, in da kdor se je drznil izpostaviti, reči, da je šel zaradi nje, je dobil nazaj še hujše obtožbe. In ja, torej, a je ta ženska še vedno direktorica največjega zdravstvenega doma v Ljubljani? Seveda je. Ali ima ona še vedno pod kontrolo svojo lastno ambulanto, privatno ambulanto? Ima. In k njej v tej njeni ambulanti hodi tudi marsikatera vplivna oseba v tem mestu, ne. In recimo, to je en tak vrtiček, samo en vrtiček izmed mnogih v zdravstvu, ampak teh vrtičkov se ta vlada ni šla dotikati, ne, ostajajo nedotaknjeni, ostajajo privilegirani. Ne. In tukaj se mi zdi, da ja, ta vlada je res ogromno povedala, ogromno nekega pompa, šopirjenja, kako so oni rešili javno zdravstvo in podobno, no, ampak ko pogledamo, kaj se je dejansko naredilo, ko pogledamo podatke, ali so se skrajšale čakalne vrste, ali so pomagali počasniti te trende razkroja javnega zdravstva, niso. In jim tudi ni uspelo. Kako pa napovedujete pač slovensko zdravstvo? Kako mislite, da bo čez 10 let? Rečemo, če vi ne pridete na oblast. Ja, se pravi, če grem v ta negativen scenarij, se mi zdi, da bomo prišli na neko točko, kjer bojo enostavno ljudje rekli, zdaj pa je konc. Ne. Se pravi, prišli bomo do točke, kjer bo sistem enostavno počel, prišli bomo do točke, kjer bodo ljudje dejansko umirali zaradi akutnih stanj, ki se jih niti na urgencah, ki so zelo dobre. Če pogledamo kakovost naših urgentnih storitev, dajo in reševalci in zdravniki maksimum od sebe in še preko maksimuma. Ne. Ampak prišli bomo do točke, ker niti to ne bo dovolj. Ko bomo imeli ljudi, ki bodo
umrli, ki bodo izgubili svoje življenje zaradi tega sistema, ki je pač enostavno te ljudi pripeljal v točko preko njihovega maksimuma. To mene skrbi, tega se bojim. Ampak se mi zdi, da če se ne bo reformiralo zdravstvo, če se ne bo uredilo te korupcije, če se ne bo uredilo te namerne privatizacije, bomo enkrat, recimo čez 5, 6, 7 let bomo prišli do tam in ponavadi se v tej državi potem samo spremeni nekaj v takih kriznih situacijah, ko bo pač potem treba iskati interventne izredne zakone, ko bo treba na hitro vse urediti, poklicevati, kader na silo pošiljati v zdravstvene ustanove in podobno. Torej, kuhamo se kot žaba, se pravi počasi, do neke točke, ko bo prepozno. Da še malo o gospodarstvu, kako pa vi gledate gospodarstvo, zagovarjate višje, nižje davke? Pirati mislim, da zagovarjamo pametnejše davke, tako bom rekel direkt. Se nam zdi, da v tem trenutku je delo preveč obdavčeno, torej in bi začel na teh nižjih davčnih stopnjah, se pravi prvi dohodninski razred, drugi dohodninski razred, tudi tretji dohodninski razred, torej da se tam izvede razbremenitev, torej da se manj plača dohodnine in tu je treba začeti, torej da se začne delo splačati. Se pravi, to je osnovni problem našega gospodarstva, ta pač država poskuša jemati predvsem od zaposlenih, ki pač tvorijo največjo maso, poleg davka na dodano vrednost, ki je še vedno krizni, tisti odstotek. No, bi vi to spustili ali bi pustili tako, kaj je? Ja, bi spustili, zato ker to je bil krizni ukrep je bil. In to se nam ne zdi pošteno, da v obdobju nekih kriz, kakor je bila takrat finančna, ali pa zdaj kasneje COVID-a, da dobijamo neke ukrepe, ki so bili krizni, potem se pa kar ostane. Noben se več ne pogovarja o tem in to kar ostane. To se mi ne zdi fair princip in to je treba spremeniti. In vse te neke krivice za nazaj je treba popravljati. Ne pa, da pač enostavno mi zdaj vsi to ignoriramo, to se je pač zgodilo 20 let nazaj, dajmo zdaj mi to pustiti. Treba je dejansko reševati probleme in mi bi vrnili to nazaj, kot pravim, znižali bi davek na prve 3 dohodninske razrede, uvedel bi tudi možnost nekega sistema, bolj postopnih davkov za samostojne podjetnike. Torej, samostojni podjetniki zdaj v tem trenutku sicer imajo popust, če prvič ustanovijo podjetje, ampak sicer so pa zdaj že prispevki. Kakšen je ta popust, ne poznam? Torej, približno 50% na prispevek za ZPIZ. Torej, okvirno nekje 200 evrov manj prispevkov prvo leto dni, potem se ti ta popust še zniža in po približno 2 letih ga več nimaš, potem pa plačuješ polno ceno. In zdaj se počasi bližamo, ko bodo minimalni prispevki znašali približno 700 evrov. In to je 700 evrov, a ti delaš ali ne delaš. Torej, če imaš ti odprte SP... To takrat, ko si na dopustu, moraš to plačati. In na bolniški. Torej, ti si kot SP-ovc postavljen v težak položaj, ko moraš zbrati teh 700 evrov, a jih imaš, a jih nimaš. A si naredil dovolj prometa ali nisi naredil dovolj prometa. Toda mi bi ta sistem šli spreminjati, da se nekako naredi bolj postopno, da ni država tako brutalna do samostojnih podjetnikov, definitivno, ampak seveda ne moramo samo davčno razbremenjevati in upati, da bomo potem z višjo gospodarsko aktivnostjo nadoknadili manko v javni blagajni. Saj nekaj ga bomo že nadoknadili, ampak potem je pa tudi treba nekje davke povišati. Treba biti iskren z ljudmi in tukaj se
predvsem nanašam predvsem na premoženje oziroma na luksus. Torej, da se obdavči recimo te posameznike, ki imajo več 10 nepremičnin, ti danes plačajo recimo zelo malo davka. Pa govorim predvsem o stanovanjih, ne recimo kmetijska in druga zemljišča, govorim predvsem o stanovanjih, torej o ljudeh, ki služijo recimo z oddajanjem več 10 stanovanj. Imamo take posameznike v tej državi, jim plačajo minimalno davka, tisti davek na najem, samo še to, če imajo prijavljene najemnike, to je zelo pogosta praksa, seveda, da jih nimajo prijavljenih, tako da seveda nekje je treba iskati potem dodatne finančne vire, seveda pa delno lahko mi ta manko naredimo tudi z optimizacijo določenih državnih storitev. Torej tudi vemo, da v javni upravi je ta informacijski sistem zelo neorganiziran in se mi zdi, da lahko naredimo to državo seveda tudi veliko bolj učinkovito. In na koncu koncev tudi tako, da se ukinja projekte, kot je pač na primer prenova ogromnih stadionov in podobno. Torej, da v tem času, jaz mislim, da mi živimo zdaj v neke vrste krizi. Ne moramo reči, da je vse normalno. Imamo vojno na svojem pragu, imamo rekordne cene energentov in se mi zdi, da bi se država morala obnašati bolj previdno, zakaj namenja denar v tem trenutku. Rekli ste, bi znižali davke na te prve 3 razrede plačane. Zakaj pa ne te višje? Ker rečemo Ivan Simič, on govori, da če bi to zmanjšali, bi dobili v Slovenijo neke ljudi z visokimi plačami, ki bi jim tukaj bil interes biti, ker zdaj pa slišimo, ne vem, zdaj ta direktor NLB-ja, ta Brodnjak, ali kako se piše, on če bi šel na Hrvaško, kar ni njemu najbrž nič težko, da mu pač iz Hrvaške NLB daje plače, bi dobil bistveno več, ker je bistveno manj davkov. Torej, glede tega se mi zdi, da je vedno fokus na teh nekih posameznikih. Ko sem gledal recimo učinke teh obdavčitev, da je najbolje plačanih posameznikov, govorimo o mogoče 1000, nekaj več kot 1000 posameznikih, ki so za čuda tudi v veliki meri direktorji kakšnih javnih podjetij, na primer. In se mi zdi, da je tu preveč nekega fokusa na te posameznike. Ta davčna stopnja, tako kot je narejena trenutno, se mi zdi poštena, da takšni ljudje, predsednik uprave Krke in direktorji in podobni, da plačajo torej to neko pošteno ceno, da pa je treba razbremeniti torej delovno populacijo, ki večinoma spada v te 3 davčne razrede. Torej, če hočemo, da ljudem večini ostane več v žepu, je treba gledati na te prve 3 davčne razrede. Teh posameznikov je samo peščica in tudi te njihovi davki so ali niso zelo malo dejansko prispevajo v celokupno davčno blagajno. Torej, mi imamo več kot 1 milijon zaposlenih in velika večina teh zaposlenih seveda pade v te prve 3 davčne razrede. Bi pa tudi izpostavil, naprimer, je seveda treba oblikovati po vzoru Estonije, naprimer prijazno zakonodajo naprimer za digitalne nomade. Trenutno je vlada sprejela neko zakonodajo, ki nekako je narejena za to, da privablja te posameznike, ampak potem se jih pa tu nekako ujame v nek krč, kjer imajo težave s pridobivanjem dovoljenj, imajo težave z odpiranjem podjetij in podobno. In torej, seveda Slovenija je dobra država, če se pogovarjamo tudi z marsikom iz tujine, smo relativno varni, imamo osnovne javne storitve dostopne in marsikomu, naprimer nek IT-evc bi raje živel v Sloveniji, kot pa naprimer v Srbiji, ne glede na vso propagando in kako je tam v tej državi,
pač so zvišali standard določenemu tipu prebivalstva, ampak še vedno Slovenija je daleč pred številnimi drugimi državami. Tudi pred vzhodno Evropo imamo še vedno relativno ugoden status, ne? In marsikateri digitalni nomad bi z veseljem delal in plačeval davke tukaj, ne? Ampak država mora biti prijazna do teh posameznikov. Treba jim je omogočiti, da pridejo sem, dobijo papirje, da je enostavna pot, ne, kako dobiš dovoljenje za stalno bivanje, kako ustanoviš podjetje. Ne. Torej, to so vse komplicirani postopki zdaj v tem trenutku in te ljudje imajo seveda s tem težave in jih to odbije. Ne. Ker na drugi strani, ne, Dubaj ti pač ponudi, plačaš, mislim, da 15,000 evrov, ti uredijo vse dokumente, imaš mir in delaš. Ne. Naša država pa ni taka. Tu človek pride, namesto da bi pač začel z izvajanjem svoje dejavnosti, se večinoma gre za programerje, developerje, namesto da bi prišli sem, začeli z dejavnostjo, se morajo loviti z birokracijo na upravni enoti, pa s tem, da jih pošiljajo od enega urada do drugega urada do tretjega urada. Ne. In torej dejansko mi odbijamo te ljudi. Če se sam prej vrnem na to, te više plače, pa to ne, Lidl prav, da bo zaradi teh višjih davkov preselil upravo v Zagreb, ne, in zdaj to računajmo, to so vsi najbolje plačani ljudje, tega bo kar nekaj, se pravi, bo manj država Slovenija dobila, potem se tu, če se uprava preseli, se tudi hitro preseli kakšen oddelek za marketing, pa potem tudi vse, kar tista uprava rabi, ne, ki išče neke zunanje izvajalce, zdaj tu delajo slovenska podjetja, potem bojo tu delali hrvaška podjetja. Mislim, se vam zdi, da to ni neki hud problem? Torej, naše gospodarstvo ima nasploh problem s tem, da smo neke vrste podizvajalci za tuje firme. Zdaj to neko strašenje s Hrvaško, se mi zdi, da gre to bolj za ukrep iz njihove strani, da se uredi enotno, torej in upravo in logistiko in podobno. No, se mi zdi, Aha, mislite, da ni zaradi davkov? Bi rekel, Petrol je tudi grozil, da bo del prestavil. Bi rekel, da določena podjetja, ki imajo to možnost, seveda pač izkoristijo pa izvajajo nek pritisk, ampak zdaj malo prodaja oziroma prodaja skozi te veleblagovnice, to zdaj ni neka blazna dodana vrednost za našo državo. No, če gledamo, kaj so tista podjetja, ki imajo visoko dodano vrednost. Ne, in zdaj trgovina ni zdaj neka blazna dodana vrednost. Direktor ima visoko plačo najbrž in no, gre že od tega, pol milijona mogoče, mislim, pred Blažo Brodnjaku gre več kot pol milijona dobi država, ne, tako da... Ampak, ko govorim recimo z podjetniki, je seveda večji strah, naprimer, da bi se preselil upravo kakšnega industrijskega podjetja ali kaj podobnega. Ne? Ker tam pa govorimo o tem, da nam beži dodana vrednost, torej da nam bežijo postopki, ki so tista zaključna faza. Ne? Torej, zdaj, naprimer, slovensko gospodarstvo je precej usmerjeno v podizvajalstvo za večje industrijske konglomerate. Ne? Torej imamo, naprimer, naša avtomobilska industrija izdeluje dele. Te dele se na to sestavlja v Avstriji, se jih sestavlja v Nemčiji in tam se tudi prodaja. Torej tam je marketing in ko gledamo dodano vrednost v tej proizvodni verigi, večina dodane vrednosti pri temu, ko se pač sestavi in proda avtomobil, nastane v Avstriji in v Nemčiji, ne pri nas. Mi samo delamo tisti najbolj poceni del v narekovajih, torej tisti del, ki ima najmanjšo dodano vrednost. Torej, kupci na koncu dajo največ za to razliko, ki jo ustvarijo v Nemčiji in v Avstriji. In teh podjetij mi je veliko bolj žal, ker ko gre ta dodana vrednost, govorimo o neprimerljivo večji izgubi od nekih plač, nekega middle managementa, ki se pač preseli na Hrvaško.
veliko večji problem je selitev proizvodnje in spet tu moramo govoriti o investicijah. Torej, investicije v gospodarstvo so prenizke in tudi, naprimer, spet smo naredili cel krog, konec koncev korupcija, ne, ker agencija Spirit je tista, ki deli sredstva, ki deli subvencije podjetnikom, pa smo videli v tem mandatu, po kakšnem ključu so se ta sredstva delila. Ne. Torej, na desetine milijonov nekim firmam prijateljev. Ne. Namesto, da bi se ta denar namenjal spodbujanju torej, podjetij, ki imajo možnost biti prebojna, ki imajo možnost ustvariti neko dodano vrednost. Je pa tudi za gospodarstvo zelo, zelo pomembna cena energije. Ne. Tu smo tudi Pirati, smo zagovorniki drugega bloka jedrske elektrarne. Tudi iz razlogov, ki so povezani z gospodarstvom. Ne. Ker cena energije iz solarnih panelov pa iz vetrnih elektrarn povzroča kar velike variacije na trgu in neka intenzivna panoga, ne, si ne more privoščiti tega, da kupuje elektriko zjutraj po eni ceni, pa zvečer po drugi ceni, pa po noči po tretji ceni. Ne. To je za podjetnika smrt, ne. Torej ta nestabilnost. Ne. In jedrske elektrarne so zelo pomembne za to, da stabilizirajo ceno na trgu, torej da dobimo redno ceno, da dobimo elektriko po enakih pogojih, da je vedno dovolj po noči, po zimi, ne, in da se te cene stabilizirajo. In tukaj spet se vračam k tej industriji, k temu visokotehnološkemu gospodarstvu, torej te panoge potrebujemo, te panoge moramo spodbujati in ta elektrika po modelu, recimo pač Robert Golob je bivši direktor GEN-I-ja, torej firme, ki je zelo veliko stavila na to, da se ta borza spremeni v zelo nestabilno. Ne. Torej, to, da se na borzi trguje z elektriko po različnih tarifah skozi celoten dan, to je seveda voda na mlin teh trgovcev. Ne. In oni so takrat ustvarjali ogromne dobičke, te njegove nagrade in podobno. Če se spomnite, ko se je omenjalo, koliko je dobil nagrade vsako leto, ne, torej po več kot 1 milijon evrov, to dejansko je pač rezultat. Ta denar se pač jemlje ljudje, plačamo mi porabniki. Ja. In podjetjem so šli stroški energije v nebo. Ne. In industrija, ko vidimo recimo v Nemčiji, bo šla stran. Šla bo nekam, kjer bo energija cenejša. Ne. In tu moramo tudi mi delati. No. Se pravi, jaz ne vidim vloge države kot samo, da pasivno gleda, kaj se dogaja, ne, ampak bi morala aktivno pomagati in ustvarjati neko okolje, kjer se lahko ljudje ukvarjajo s podjetništvom prvič, ne, se pravi, manj birokracije, da je bolj enostavno ustanoviti podjetje, da je bolj enostavno voditi knjigovodstvo, poročati, pravi, da se to poenostavi, ne, in pa da se dela na teh osnovnih storitvah, se pravi, če ima država čez energetiko, da se tega resno loti, da so torej cene energije stabilne, dostopne, da lahko gospodarstvo cveti. Prej ste rekli, če nekje davke znižaš, jih moraš drugje zvišati. A mislite, da pa ne bi šlo tako, če korupcija malo zajezimo, pa v javni upravi, to pač tako, ko malo spremljam novice, pravi, da vsaka nova vladna garnitura, ki pride, zaposli ful svojih ljudi in je javna uprava sam večja. Jaz sem prepričan, da tudi so nekje neka delovna mesta, ki so popolnoma nepotrebna. Pa še marsikaj se denar stran meče v tej državi, ne? Mislite, da ne bi bilo dosti denarja brez kakršnega koli višanja davkov? Ja, torej prej sem predvsem tako hotel reči, da ne zvenim kot populist, ne? Zdaj sem jaz
prišel sem k vam, pa bom ljudem govoril, znižali bomo davke, vse bo pozitivno v tej neki smeri. Treba je biti do ljudi iskren. Kot pravim, državna blagajna pač funkcionira tako, kot funkcionira. Če nekje znižaš davke, moraš potem na drugi strani to izgubo balansirati. In ja, definitivno se da dobiti nekaj tudi z tem, da se kje privrčuje. Zato sem na začetku izpostavljal te projekte, zato tudi to korupcijo izpostavljam, te ogromne zneske, ki se jih namenja za neko nepotrebno infrastrukturo. Torej, mi bi denar morali namenjati, torej tudi recimo del davkov bi se dalo znižati, če bi seveda zamejili korupcijo. Govorimo sicer na celotnem nivoju države, ne bi izgubili nekje okrog 3 milijarde evrov na letno zaradi korupcije, ampak to upošteva tudi neke vrste korupcijo v zasebnem sektorju. V sektorju država pa so te številke nekoliko nižje, ampak še vedno govorimo o 200-300 milijonih na leto, recimo, ki bi se jih zelo enostavno dalo dobiti. Hkrati pa z optimizacijo teh sistemov, torej naprimer subvencije, recimo, ko smo imeli to afero Spirit, smo govorili recimo o 200 milijonih. In tam ogromno je enih zalog. Ta država ima ogromno zalog, kje bi se dalo stvari izboljšati. Tudi, če se navežem na te uradnike, se mi zdi, da predvsem torej, ti, ki so zaposleni na zaupanje, torej ljudje, ki pridejo zato, ker jih zaposlijo funkcionarji, vladni funkcionarji, jaz bi tem ljudem dal prepoved dela v javnem sektorju za naslednjih nekaj let. Da če si prišel na zaupanje, da to ni mehanizem, s katerim si se ti zavlekel noter v javno upravo. Se mi ne zdi pošteno in tudi te ljudje se pač potem menjavajo, naprimer. To se mi zdi še bolj problematično, da v resnici oni določene uradnike samo zaposlujejo, pa potem ti gre nazaj na neko drugo mesto, ker po določenem delu, po določenih letih dela v javnem sektorju, seveda ti napreduješ, izpolnjuješ pogoje za bolje in bolje plačana delovna mesta, in določeni posamezniki so pač nagrajeni s tovrstnimi zaposlitvami in pač ostanejo v javnem sistemu. Pa mogoče bi pa lahko imel nekoga, ki je bolj sposoben, nekoga, ki bi več dal od sebe, če bi se uvedel neko meritokracijo. Kako pa gledate na romsko problematiko? Mi tukaj na Dolenjskem smo dosti tem izpostavljeni, verjetno tudi zelo drugače gledamo, kakor gledajo v drugih koncih Slovenije, ker pač ne poznajo te zadeve. Meni je to dobro znano, ker mene so tudi v šoli za denar izsiljevali, pa tako naprej v 3. razredu, tako da to dosti dobro poznam, da to mi ne morete meni iz, nekje Gorenjske, ker še nikoli ni se s tem soočil, nekaj pametvati, to je treba nekaj rešiti, tudi 99% ljudi teh je nezaposlenih. A bomo to še kar naslednjih 50-100 let jim vse plačevali, ali kako vi to gledate? Ja, torej, kadarkoli dobimo neko tako skupnost, ki se oddalji od preostanka družbe, kar se je romska populacija na jugovzhodu Slovenije se je. Vidimo, da imamo popoln razkol med romsko in ostalo populacijo, in tega si mi ne moramo zanikati, to je zelo jasno. In ja, najlažje je pač iz neke pisarne v Ljubljani se dreti, da ste itak Dolenjci tle rasisti in ja, če ne živiš tega, ampak tako, recimo, če gledam moj primer, meni se je zdelo, da smo pa recimo mi
potomci otrok iz Balkana. V Ljubljani smo imeli, recimo, smo bili ta druga stran. Ne. Mi smo bili tisti, ki smo bili videni kot problematični, kot potencialni kriminalci. Ne. Tako, recimo, jaz sem v tem sistemu, ko sem bil, sem tako videl, da se vsi zelo previdno te lotevajo, ne. Ampak bi rekel, da v določenih ljubljanskih naseljih, naprimer Rakova Jelša, Tomačevo, tam je seveda predvsem šola naredila svoje. Ne. Se pravi, to, da smo mi otroci staršev priseljencev, to, da smo mi obiskovali šolo, končali šolo, to je tisto, kar je nam spremenilo življenje. Ne. Torej, ta integracija na koncu dneva. Ne. Zdaj, seveda, problemi samih Romov in te njihove notranje socialne strukture in podobno so seveda drugačne, ne? Ampak seveda potem naš šolski sistem mora na to reagirati. Ne? In otroci morajo hoditi v šolo. Jaz tukaj se zelo zavzemam, da ta država neha gledati, mislim, ti otroci morajo iti v šolo. Če se jih ne pošilja v šolo, če se jim ne dovoli iti v šolo, je to zločin proti njim. Ne? In država je tu zato, da zaščiti te otroke, zato da dejansko dobijo izobrazbo. Pa če je treba, se potem otroka odvzame, ne? V skrajnem primeru. Ne? Ker če se na strani šolstva nič ne spremeni, če se dovoli otrokom, da pridejo do največ 4. razreda, ne, in ostanejo celo življenje neizobraženi, potem ne morejo ne delati, ne se kakorkoli integrirati v kulturo države. Ne. In na nivoju šolstva moramo delati. In tu je treba čist strogo zarisati črto. No. In jaz tu vidim način, bo pa seveda to trajalo. Ne. To ni iz danes na jutri. Ampak, ko bomo dejansko dobili generacije otrok, ki bodo dejansko dokončale izobraževanje, bo tudi celotna romska populacija nekako šla naprej. Ne. Ker zdaj so pač trenutno ujeti tam, kjer so, ampak bi rekel, da je pač in šolski in socialni sistem pač to dopustil, ker je pač enostavno jih ignoriral oziroma jih je tretiral, kot da pač to je njihova kultura. Ne. Mene recimo, pred leti sem spoznal eno socialno delavko iz Grosupeljs. Tam je zelo malo sicer Romov, jih ni toliko veliko, ampak še vedno ona je nekako letno, vsake toliko je hodila tja v romsko naselje in njej je bilo nekaj normalnega, recimo, da se ti otroci tam povsem nagi, bosi sprehajajo v snegu, v povsem neživljenjskih razmerah. Ne, in je rekla, da pač socialni center to pač tretira kot del njihove kulture. Ne, da se pač pusti. Ne. In mislim, zakaj imamo socialne sisteme, če so prvič tiho, ne opozarjajo na te probleme in na koncu dneva nič ne naredijo. Ne. Se pravi, tu se mi zdi problem, no, da se je pač Rome enostavno tretiralo kot da se nihče noče z njimi ukvarjati na tak način, kot bi se mogel. Se pravi, da institucija prevzame svojo vlogo, se pravi, da socialni center prevzame svojo vlogo in da šolstvo prevzame vlogo in da policija prevzame svojo vlogo. Se pravi, da dejansko vsi naredijo to, kar bi moral, ne pa da se njih tretira kot, da so pač oni neka posebna kategorija. In ja, pač k njim se potem ne hodi izvajati kakršnikoli ukrepov. Tako da se strinjam, ampak se mi res zdi, da so tu institucije zatajile. Kako bi pa stanovanjsko problematiko reševali? Pač v Sloveniji manjka stanovanj, sicer eni pravijo, da je tudi zelo velik praznih. Zdaj tudi vprašanje, zakaj so te prazni, ne?
berem kje, da tudi nekateri noče stanovanja oddajati, ker je zakonodaja taka, da če ti nekdo noter pride, se ga ne moreš rešiti, pa če ti nič ne plačuje. Tudi tukaj je bila ena gospa v Trebnjem, se spomnim, je imela stanovanje v Ljubljani, še v časopisu je bila, kako je ena ženska čist uničila stanovanje. Vse golobe je noter imela, pa take zadeve. Tako da tudi to verjamem, da je strah. Pa kako mislite, da je pravi način, da država dela stanovanje, ali je mogoče posameznikom treba omogočiti, da bi malo lažje do tega prišla, prej so omenila, draga, ta komunalni prispevek. Če bi to malo znižali, bi tudi mogoče kdo več začel delati. Ne? Pa še postopki, preden dobiš gradbeno dovoljenje, pa tako naprej. Torej, ko govorimo o javnih stanovanjih in tej javni stanovanjski gradnji, se mi zdi seveda nujno, da država gradi določen odstotek stanovanj, ampak to so stanovanja, ki so pač namenjena za tiste, ki so na socialnem robu, ne? Ampak to, kar je recimo ta vlada naredila, pa se zelo blazno hvalijo s tem, ne, da so oni gradijo na tisoče in tisoče stanovanj. Ne? To je v resnici to samo rešitev teh akutnih socialnih problemov, ker vemo, da v tej čakalni vrsti je več kot 10.000 ljudi. Ampak kaj pa še vsi ostali? Ne? Torej, ni se pa delalo na to, kar ste izpostavili, torej na lastništvu stanovanj, torej na temu, da lahko ljudje lažje pridejo do svojega lastnega stanovanja. Ne? In eden izmed predlogov, ki ga vidimo Pirati kot učinkovitega, je gradnja tako teh večjih stanovanjskih sosesk, tudi z soudeležbo strani javnosti oziroma fizičnih oseb. Ker zdaj trenutno, če pogledamo recimo stroškovnike, koliko stane izgradnja ene stanovanjske enote, ne, in manjša, ko je soseska, dražje pride na stanovanje. In tudi vsi te postopki so bolj in bolj problematični. Ne? In dejansko mi več ne gradimo nekih velikih sosesk, kot se jih je gradilo včasih, ampak se gradi majhne enote. Ne? In tudi recimo ta občinska ali pa državna stanovanja se zgradi, ne vem, 140 stanovanj, naprimer. Ne? Ampak potem pa gledamo, koliko stane to posamezno stanovanje na enoto, ne? Pa prijemo do kar visokih cifr. Ne. Recimo, kakšna stanovanjska sosedska, naprimer 160.000 evrov na eno trosobno stanovanje, naprimer, prijemo do te cene, ampak pri večjih stanovanjskih sosedskah pa lahko ta strošek zelo znižamo. Torej, več, ko gradimo, bolj, ko gradimo te torej večje soseske, cenejše so. Ne? In meni se zdi, da bi bilo smiselno upeljati nek mehanizem, kjer lahko recimo se naredi nek javen projekt, kjer lahko država poleg gradi torej tudi socialna stanovanja, naprimer, ne? Ampak da se omogoči naprimer posameznikom, da vsak prispeva naprimer 150.000 evrov in dobi potem stanovanje v tej končni izgradnji. Ne? Če bi začeli na tak način graditi, ne? Ali pa recimo s to modularno gradnjo, ki jo arhitekti zelo spodbujajo, se pravi, da se začne graditi soseske, ki jih je enostavno dograditi. Ne? Se pravi, da imamo soseske, ki se lahko potem naknadno razširijo glede na interes, ne? Da bi na tak način dosegali. Ne? Torej, da država v resnici ustvari okolje, kjer se lahko ljudje združijo in pač investirajo, ne? Če se že ne da na nek način to drugače urediti. Ne? Zdaj, ja, poznamo primere, naprimer v Ameriki, Španiji, Angliji in podobno, kjer so se ljudje sami organizirali. Če se dobi na kup 100 ljudi, pa ustanovijo pač svojo stanovanjsko ali zadrugo ali pač neko pravno entiteto in pač sami zgradijo neko sosesko, ne? In uživajo v tem, da se pač gradi ceneje, učinkoviteje, ne? Da se pač uživa v tej ekonomiji obsega. Ne? Ampak to se v Sloveniji ne da, zaradi tega preveč, ker so pač postopki prekompleksni, ker je tudi zakonodaja taka, da ne omogoča, da se uredi
razmerja medsebojna, torej vemo, da že sosedje en z drugim imajo zelo velike probleme, pravne bitke in podobno, ne, in tudi pravna varnost na koncu v tej državi je zelo šibka, ne, in nekako pričakovati, ne, da se bodo ljudje sami od sebe združevali, mi moramo izboljšati delovanje te države, da bomo dejansko dobili to vrstne samoiniciativne projekte. Ne. Ampak zato se mi zdi smiselno, recimo, da se izvede neke projekte, kjer lahko ljudje sami vstopijo in če se zgradi soseska, naprimer s 500 stanovanji, ne, na tak način ljudje prihranijo, ne, ker seveda rabijo plačati manj, kot bi plačali na trgu. Drugič, zemljišča. Ne, se pravi, zemljišča so tudi zelo velik problem, ker tista zazidljiva zemljišča se zdaj prodajajo v ogromnih izmerah, ne, in so pač večinoma namenjena tem velikim investitorjem. Ne. Torej, da se banke, večji te nepremičninski investitorji, kot je bil ta gospod recimo v Schellenburgu in podobni, ki pač gradijo res te ogromne luksuzne soseske, ne, in to so njihove investicije in oni so edini, ki lahko kupijo recimo zemljišče, ki stane €1 milijon. Ne. Posameznik, ki si hoče pač rešiti stanovanjsko problematiko, njemu ta zemljišča mu čisto nič ne pomagajo. Ne. Če bi država dala več zemljišč na voljo, bi ta cena takoj pala, če mene vprašaš. Ja. Če bi se uredilo, da se lažje uredi, da se nameni več denarja osnovni infrastrukturi, ne. Ker tu dejansko pridemo do teh problemov. Jaz sem bil prisoten takrat pri obravnavi sprememb občinskega prostorskega načrta v Ljubljani. To izgleda tako malo kot ena tržnica, kjer pač gospod župan je kot nek prodajalec, pa ga ljudje sprašujejo, ne, a moja parcela ima potencial, da se spremeni njena namembnost ali ne, ne. In zdaj v velikih primerih je bilo enostavno to, da je kakšna parcela pač oddaljena od osnovne infrastrukture predaleč, ne, in ne moreš ti postaviti potem tam hiše, če ne moreš priklopiti na kanalizacijo, ne moreš priklopiti na, nimaš ceste, nimaš elektrike, nimaš ničesar. In potem spet pridemo do vprašanja, zakaj občina gradi nek stadion za 130 milijonov evrov, če ljudje v tej občini nimajo kje živeti. Zakaj ne gradi cest, zakaj ne gradi kanalizacije, zakaj ne gradi infrastrukture, zato da se recimo ta količina parcel, ki so pač sprejemljive, zato da se spremeni njihova namembnost, poveča. Torej, ampak to pač seveda ni v interesu, ne, ker na koncu dneva je gospod župan in njegova občina v Ljubljani, oni so največji nepremičninski špekulanti v tej državi. Njim ni v interesu, da cena pade. Ja. No, jaz sem gradbenik po stroki, sicer imam 4-letno gradbeno šolo, ampak sem pa bil pri velikih gradnjah zraven doma še prej pri očetu, tale objekt sem tudi sam zgradil. In jaz sem prepričan, da ni dobra ideja, da država gradi, ker jaz zgradim veliko cenejše kot država. Potem je tudi kvaliteta tukaj vprašljiva. Naše podjetje ima tam en apartmaje na Golteh. Jaz sem imel v 2 mesecih, v vseh 3 apartmajih problem, se kanalizacija zamašila. Danes me kliče sosed, da se mu kanalizacija zamašila, da tudi on ima probleme. To točno vem. Jaz vem, kako je pri gradbeništvu. Pri gradbeništvu moraš ti čisto vse zraven biti, če ne ni nič. In jaz vam garantiram, ni bilo še potresa na zemeljski obli, ki bi tole bajto, ki so zdaj noter podrla, zato ker to sem pa jaz čist, so tudi želeli že zvezali, pa niso imeli 10, pa so smico dali. Ne, zamenjati. Oziroma se prav spomnim, pol so 12 dali, ker 10 ni bilo. Ne, bi me saj prej vprašali in to moraš res čist vse pogledati, če ne štima kvaliteta. Tako da mene bi bilo zelo strah stanovanje kupiti od nekoga, ki dela stanovanje za trg. Ker on sam gleda, da čim več prešpara. In je pol to velik problem. Tako da to je moje osebno mnenje. Nisem najbolj pameten človek na svetu, ampak jaz mislim, da bi država zelo dobro naredila, če bi mačkan
posameznikom omogočila, da bi lažje oni si sami naredili hišo ali pa ne vem, večstanovanjski objekt. Ja, tako tista ideja mi je bila zelo všeč, ko ste rekli, da so v Angliji ali kje, da se zberejo pa to, ne. Pa ne vem, pa cenejš ta komunalni prispevek. Tudi DDV na to mogoče zmanjšati za nekoga, ki dela prvo nepremičnino. Ne vem, tako v tej smeri. In pol veste tudi, ki je malo več stanovanj, to hitro pol cena pade, pa tako naprej bi bilo bistveno boljše. Glejte, še par vprašanj imam za vas, kakor sem pa tudi že omenil, tukaj ob 6 začnejo z musko, ker imajo vadbe, tako da bi prosil, bi rad se še tako pogovarjal, ampak žal nimava časa, pa imam še par vprašanj, pa deva malo bolj na hiter, ker vsem raj vas več vprašam, ker pa manj pa da je. Ali podpirate obvezno služenje vojaškega roka? Ne. Lahko še poveste, zakaj? To obveza se mi zdi pretirana. Zdi se mi seveda prav, da se splošno populacijo izobražuje, ne samo v smislu vojske, ampak širšega koncepta obrambe. Torej, zdaj, če zazvonijo sirene, a vejo vsi, kaj je prva stvar, ki jo moraš narediti, marsikdo ne ve. Ampak se pa treba zavedati, da imamo žledolome, imamo res te poplave, naravne nesreče, torej ogromen problem s tem nekim širšim konceptom varnosti. Treba je torej nekako ne s prisilo, ampak z nekim proaktivnim izobraževalnim pristopom mlade naučiti nekih teh osnovnih veščin, kako ravnati v kriznih razmerah. Kako gledate pa na splošno oboroževanje, zdaj, če dale več denarja v to dajemo, pa tako podpirate to oboroževanje, ne podpirate, imate eno srednjo pot? Ja, jaz bi rekel, da smo kritični do načina, kako se je orožarske posle peljalo doslej v naši državi, ker so žal bili velikokrat brez vizije. Torej, mi imamo to težavo, da pride nek ponudnik, nek lobist iz tujine do našega ministra za obrambo oziroma do te garniture vladne in ponudi nek nabor opreme, ki ni morda najboljša za nas. Torej, mi smo se izkazali kot zelo slabi pogajalci, kar se tiče vojske. Zato tudi na nek način se mi zdi smiselno, da se mogoče te posle izvaja na evropskem nivoju skupaj. Zato, ker tem našim politikom do zdaj smo videli, da jim ne gre zaupati, kar se tiče nabav. Ker res, ko se kupuje, se velikokrat kupuje opremo, ki je nekompatibilna s tem, kar že imamo, ali pa je nekako pomanjkljiva, ni zmožna izvajati nekih nalog, ki so nujne za nas. In mi smo res ogromno denarja zmetali za neko nepotrebno opremo, ampak seveda razmere v svetu so zelo resne. Ne moremo reči, da je treba kar odmisliti, da do nas ne more priti kakšen konflikt, ampak je pa treba razmišljati o tem, da se povezujemo z drugimi evropskimi državami, da ne prihaja do takih napak, kot so prihajali do zdaj. Na kakšen rezultat ciljate na volitvah? Ja, nam kaže trenutno najbolje, kar nam je kazalo kadarkoli v zgodovini naše stranke. Torej smo prvič doživeli, da nam je celo mediana namerila 4%, torej dejansko prestop parlamentarnega praga. Zdaj, kampanja se je še dobro začela, sem prepričan, da lahko nadgradimo ta rezultat in sem tudi ob vlaganju list povedal, da se mi zdi realistično ciljati na 7 poslancev. 7 poslancev. Kako pa gledate to? Jaz sem tudi se spomnim te ankete, ki vam je dajala 4%, zdaj pa kad to prvo soočenje, ki je bilo, pa če vas ni bilo zraven, čeprav tam po tiste anketi ste več dober, kot je dobil Prebelič. Tako da tukaj so vas malo nategnili po domače povedano in to se vam bo poznalo, siguren, definitivno. Marsikdo bi rekel, da je bil razočaran popolnoma nad temi soočenji, tudi
sem bral eno anketo na 24 ur, kdo vas je najbolj prepričal na našem soočanju, in je bil zmagovalec odgovor nihče. Celo nad recimo veliko nad vsemi ostalimi. Se mi zdi, da je neko splošno razočaranje. Mi bomo seveda prišli na soočanja, ker tudi RTV bo postopoma moral začeti organizirati soočanja tudi za ostale. Ne morejo nas ignorirati do konca kampanje, in takrat se bo ta trend obrnil. No, jaz mislim, da ste vi, pa ne da bi zdaj vam osebno na dušo pihal, ko se niti ne poznava niti nič, ampak jaz mislim, da 4% ste vi zato prišli, ker ste tako dobro vi nastopili v tisti Tarči. To sem prepričan. Toliko se spoznam na ta marketing, pa bom rekel malo na psihologijo ljudi. Tako da jaz mislim, če bi vi bili na teh soočenjih, da bi zelo dober vtis pustili in potem bi bilo teh 7 čist realno. Tako da... No, jaz sem prepričan, da še pridemo do tam. Kampanja se je še začela, čez par dni bodo že naslednja soočanja in bomo vsako priložnost, ki jo bomo dobili, bomo izkoristili do maksimuma. Kako pa se oglašujete? Rečemo, vi ste tudi rekli, da ne boste na jumbo plakatih. Ja. Torej, mi se večinoma oglašujemo digitalno. Ja. Tudi nekaj bo radijskih oglasov, pa manjši panoji, pa ekipe. Recimo danes je z mano prišla ekipa, bodo v centru mesta delili letake, material. Je to center Trebnjega? Ja. Aha, lepo. Da ste izkoristili, da nisem. Ja, seveda. Imamo terenske ekipe, hodijo po državi, malo delajo to kampanjo fizično z volivci, ker je seveda zelo pomembna. In je tudi za nas zelo pomembno, da imamo to neko prepoznavnost, torej da vedo, kdo smo, da lahko razložimo svoj program. To je zelo pomembno in tudi velikokrat spregledano. Zdaj, da vam zastavim pa še najbolj zoprno vprašanje, ki ga ponavadi noben ne mara. Zdaj, če pridete v parlament, jaz vam iskreno želim, da pridete, s kom boste šli v koalicijo? S kom bi šli, s kom ne bi šli? Vem, da je to neprijetno vprašanje, ampak gledalci po mojem tudi to pričakujete. Ja, torej jaz bi spet se navezal na moje preteklo delo v mestnem svetu. Jaz sebe vidim kot neke vrste progresivnega politika, torej bolj nagnjenega na levo, ampak ne prenesem pa teh koruptivnih mrež, tega, da je nekdo zlizan z nekimi lobiji, z nekimi elitami v ozadju. In kdorkoli je obremenjen s korupcijo, z obtožbami korupcije, mi z njim ne moremo sodelovati. In ta mandat seveda si želimo priti v vlado in bomo tudi zelo postavili jasen pogoj. Zdaj, naprimer, če govorimo o neki širši koaliciji na nivoju državnega zbora, zdaj pač koruptivne posameznike, če jih mislijo forsirati ali za mandatarje ali za ministre, mi se te zgodbe ne bomo šli. Če bodo potrebovali naše glasove, bodo pa morali nekaj spremeniti v svojem delovanju. Ker mi na to, da se nadaljuje s to korupcijo, s temi mrežami, mi na to ne pristajamo. In smo, kot pravim, v mestnem svetu v Ljubljani smo to že dokazali, smo se ogradili od Zorana Jankovića in enako velja za naprej. Torej, ne eni, ne drugi ne mislimo tolerirati tega, da se zlorablja državo in njene institucije. No, če vas prav razumem, potem iz Svobodo ne bi šli? Trenutno ne. Tudi z Janezom Janšom. Ampak potem jih zmanjka, po mojem, za sestavo vlade. Nekaj podobnega govori Zoran Stevanović, ampak jaz
govori v nekem tretjem bloku. No, ampak jaz ne vem, če ta tretji blok lahko dobi 45-46 glasov. Bomo videli, rezultat zna biti še zelo nepredvidljiv. Se mi zdi, da je marsikdo razočaran nad to dosedanjo politiko in da znajo te volitve še marsikaj drugega pokazati. Tako da, ja, marsikdo je tudi že pred mano to ponovil, ampak o koaliciji se pogovarjamo dan po volitvah. Treba je videti, kakva bodo razmerja. Jaz si celo drznem reči, da bo marsikatera stranka presenečenja, ne samo naša, in da bo rezultat še zanimiv. No. In da se bomo potem 23. dejansko resno pogovarjali, da vidimo, kaj je sploh na voljo. Ne. In zdaj trenutno se pač največja vladna stranka obnaša prevzetno, ne, ker imajo tudi tak nastop, ne, ampak da taka stranka ni zmožna ponuditi enega posameznika, ki ni obremenjen s korupcijo, je pa tudi sramotno na nek način. Ne. Hočeš voditi vlado, nimaš pa človeka, ki bi bil neoporečen. Ne. Tako da je še marsikaj se za pogovarjati. Kaj pravite pa na te ankete, ki so? Je to realno? Je to nerealno? Je prirejeno? Eni pravijo, da pač ankete ustvarjajo javno mnenje, kar malo tudi je nekaj na tem, neverjeten. Kaj bi vi o tem rekli? Jaz bi rekel, da vzorci so absolutno premajhni. Torej, to, da se meri javno mnenje na vzorcu 700 ljudi, to je premalo. To je absolutno premalo. Ne. Torej, te vzorce bi morali povečati, hkrati pa bi morali razkriti, kakšna je struktura vzorca. Ne. Torej, ali je res reprezentativen, ali pa samo rečejo, da je reprezentativen. Ne. Torej, starost, lokacija, torej vemo, da je ogromno enih faktorjev, ki jih je pač treba upoštevati. Ne. Tako da meni se zdijo predvsem slabo prikazane. No. To, da se pač, jaz verjamem, da javnomnenjske agencije pač izvedejo anketo, kot jo izvedejo, ne, ampak potem je pa na novinarjih, da povejo ljudem, ne, se pravi, to smo naredili na vzorcu 700, ta vzorec ima, ne vem, statistično napako 3%. Ne, se pravi, če imamo tukaj stranko, ki kaže 7%, če je statistična napaka 3, pomeni, da mogoče imajo 10, mogoče imajo 4%. Ne? In če bi se ljudem predstavilo, kako nezanesljivo je vse to skupaj, bi tudi oni drugače gledali. Ne? Trenutno pa se javnomnenjske raziskave predstavi kot te stranke imajo možnost vstopa v parlament, te nimajo, med tem zbirate, to je to, srečno na volilno nedeljo. Torej, treba bi bilo dvigniti standarde poročanja in tega, kako se predstavi te ankete, ampak definitivno pa dvigniti vzorc. Torej, to, da se samo na 700 ljudeh anketira, se mi zdi porazno. Kaj bi še za na konec povedali volivcem, zakaj ne obkrožijo stranko Pirati? Ja, torej, kot sem rekel na začetku, že za samega sebe, torej mi smo neka iskrena alternativa, neka iskrena tretja pot, neobremenjeni smo s kakšnimi koli aferami odprej in želimo vnesti v to politiko neko svežino, da dejansko ubranimo javni interes in skupno dobro. Torej, ta država je od nas vseh in na tak način jo moramo tretirati. Ni država samo tistih, ki so pri koritu, ampak je država za vse in mi to želimo spremeniti. Lepo, kakor sem že rekel, vam želim, da pridete v parlament. Bomo to videli 23. oziroma že 22. zvečer. Hvala še enkrat, ko ste se oglasili. Hvala vam za vabilo in dober pogovor. Hvala, me veseli, da tako mislite, enako jaz. Vam, dragi gledalci, pa hvala, ker ste to pogledali do konca. Napišite kakšen komentar, stisnite všeček, pa se naročite na YouTube kanal. Hvala, adijo. Adijo.